Dobrodošli v nov video in danes bomo govorili o treh najbolj takih pogostih napakah, ki jih ljudje delajo pri šparanju denarja, pri ustvarjanju bogastva in nasplošno pri postajanju bogat. No, in v glavnem, to so take majhne stvari, ampak več majhnih stvari pol pride v neko celoto, ki zelo vpliva na vaše finančno stanje. No. Večina ljudi tem trem stvarem sploh ne sledi in to se res pokaže v današnji družbi. Raziskave so pokazale, da 26% odraslih nima nič našparan, 36% odraslih pa sploh še ni začelo šparati za penzijo. Prosim, vzemi ta video resno in poslušaj skozi vse, da ne boš ti eden izmed teh procentov, ki ne šparajo in nimajo nič našparan. No, naslednja raziskava je, da normalen odrasel človek ima našparan povprečno samo 5700 evrov, kar je zelo malo, če si predstavljate. No. In tak nek median net worth je pa za tako 35 do 44 leta samo 35 000 in pod 35 let je pa samo 6 000 evrov. Se pravi, kakor vidite, so te povprečne številke res zelo majhne. Človek si ne bi mislil, da je to tako majhno, a ne? No ja, in zato pa tudi, zato smo tudi se odločili, da narediva ta video. In jaz vam predlagam, da vse to začnete že danes, če še ne. Verjamem, da kdo od vas že sledi tem trem pravilom, ampak če še ne slediš, predlagam, da takoj začneš, ker prej, ko začneš, boš v bistvu zate, a ne. Prva stvar je v bistvu ne zapraviti vsega, kar zaslužiš. Lej, jaz vem, da se to vam zdi ful samoumevno in itak vsi vi nekaj šparate. Raziskave kažejo, da povprečen Američan pod 35 let zapravi 2% več, kakor sploh zasluži. Se pravi, jih je povprečno število, se pravi, največ jih je tudi v debtu, a ne. Ampak to so zdaj statistike za Ameriko, za Evropo pa Slovenijo sicer nisem našel, ampak tudi to lahko nekaj velja, da si predstavljate, no, na splošno v svetu. Se pravi, zato je pomembno, da trackate vaše expense, se pravi, da si najprej plačate. Ko vi dobite plačo, si najprej vzamete stran to, kolikor bi vi šparali, imeli našparan in ostalo pol lahko uporabljate, kolikor vam sede. Ne da vi dobite plačo in pol kar začnete porabljati in na koncu meseca skontate, da ste v bistvu porabili vse ali pa celo še več, kolikor ste sploh dobili. Predlagam, da to je zdaj v bistvu dosti podobno, kot kaj sem že povedal, ampak da si v bistvu naredite nek budget, koliko bi vi zapravili na mesec in ta budget morate res prilagoditi vaši plači. Se pravi, če vi zaslužite, ne vem, 1000 evrov na mesec, ne bo vaš budžet 800-700 na mesec, ampak ne bo raje tako 400, 500, 300, tam nekje, no, vse razumete, no. Druga stvar, zelo pomembna, probajte imeti čim manj denarja v cashu. Zdaj razumem kakšen emergency fund, če rabite za nujne primere, to se valjda ima kdaj, ampak govorim zato, ker recimo šparaš denar, ne vem, za avto, hišo, karkoli, ne šparati denarja v cashu, ker inflacija je zelo resna stvar. Povprečna inflacija je na leto 2%, se pravi, vaš denar zgubi 2% buying powerja na leto. Se pravi, ne zgubiš ti denarja, ampak vaš denar zgubi moč. Se pravi, in temu se izognete tako, da v bistvu investirate v index funde in v stock market, se pravi, čim več. In te stvari so zelo tako regulirane in ni toliko riska. Okay? Tako da probajte imeti čim manj denarja v cashu, no. Zdaj pa tretja stvar je pa, da ne investirati vašega denarja v nekaj, kar ne veste čisto točno, kaj je. Če se vi na nekem področju ne spoznate dobro, vam toplo priporočam, da ne investirate v to, zaradi tega, ker če ne veste riska, če ne veste, kaj pride zraven tega, kaj investirate, če nimate vi porihtanih vaših emocij, ko investirate, tradate, karkoli, vas bo to slej, ko prej po domač povedan sfukal, zaradi tega, ker pri takih stvarih, sploh pri investanju, je res treba dati vaša čustva na stran in res narediti nek plan, ki bo statistično vam naredil profit. In v glavnem ne investirati v nekaj, na kar se ne spoznate. In tudi stoksi. Vem, da moj kolega veliko govoriva, da je to dosti risk free, ampak to tudi ni čisto res, ne? Ker tudi stoksi so lahko down, tudi stoksi so lahko več kot 50% dol, no. Tako da imejte skozi v glavi, da ko investirate v nekaj, kar se res poznate, res se tako pozanimite, educatite se o tem, zaradi tega, ker konec koncev je to vaš denar, ki ste ga zaslužili in ne boste ga kar nekam fuknili.
Okay, no ja, to so bile take 3 čisto osnovne stvari, ki mislim, da bi jih čist vsak človek mogel upoštevati, se ravnati po njih, zaradi tega, ker konec koncev it's all about building your wealth. Zdaj pa upam, da ste uživali v tem videu in lajkite, smash that subscribe button in se vidimo v naslednjem.